Športne avte imamo radi, saj kdo jih pa nima. No in BMW je obenem še športna znamka, torej je Z4 ultimativen športni avtomobil. Moram vsem paziti, kaj govorim. Čeprav, če ima avto zadnji pogon, samo 2 sedeža, spredaj pa zmogljiv 6-valjni motor in sem ter tja kakšno črko M, potem je najbrž vse hud, a? Verjetno se moramo zahvaliti Toyoti, da v 3. generaciji Z4 sploh je, ker to so avti, ki se jih znamkam v teh časih ne splača razvijati, sploh ker od njih toliko pričakujemo. Skratka, v sorodju je super in zanimivo je tudi to, da so vsi Z-ji do sedaj obstajali samo eno generacijo, ta je edini, ki se je obdržal. Kdor se je vozil starim, zna povedati, da si imel tam občutek, kot da sediš na zadnji osi, pred tabo pa je zelo dolg pokrov motorja. Tukaj je precej drugače. Sediš bolj naprej, zato je tudi manj vetra okoli glave, avto pa je bistveno bolje uravnotežen. Ampak, če te zanima, kaj je zabava pri BMW-ju, potem je treba nujno preizkusiti M2. Tam so vse zadeli v nulo, tukaj gre seveda enako hitro, samo moja usta so manj podobna Jokerju. Ima zelo natančen in odziven krmilni mehanizem, samo občutek na volanu ni tako ekstremno dober in avta ne čutiš kot svojih gat, ko si enkrat v ovinku. Je pa res, da se za avto brez strehe pelje zelo dobro. To veste, da je streha nujno potrebna za trdnost karoserije, no tukaj vseeno ni čutiti neprijetnega zvijanja in stresanja. Torej, za puriste mora imeti avto trdo streho, za uživače pa je tole zakon. Tudi ko je mrzlo, bo šlo, ker je streha odlična in super izolirana, zloži se v samo 15 sekundah in to do hitrosti 50 km/h. Absolutno podpiram, da je izplatna, ker je lažja, hitrejša in zasede manj prostora. Poglejte prtljažnik, 281 litrov meri, kar je podobno kot pri Clio 7 let nazaj in več kot dovolj za dva. Z4 je v bistvu dovolj dober tudi za dolge vožnje. Če voziš v načinu komfort, blaži dovolj udobno, da ne bo treba po vsaki vožnji iti na dopust. V bistvu greš lahko z njim na dopust. Sport pa potem vse prestavi na glavo. Lepo se čuti razlika, izpuh se veliko bolj sliši, čeprav vseeno malce umetno, ampak v tem primeru še potem lepo fino poka, ko prestaviš navzdol. Vse skupaj je tudi bolj trdo, volan je treba držati kar po moško, ker gume grabijo s kremplji. Z4 je tudi zelo hiter avto, sploh takšen z dodelavami oddelka M, ki so poskrbele še za odlične zavore. Motor je več kot dovolj zmogljiv, 3 litre prostornine ima in 6 valjev, zvok je res dober, ko rohni, pa zelo rad se vrti. Tako mladostno deluje, res ga je užitek gnati, sploh ker tudi menjalnik odlično deluje. Vse, kar uživam z njim, sploh ni dvoma, se mi pa zdi, da bi mu lahko pri BMW-ju vseeno dali še malce več popra in isto smo rekli pri Supri. Mogoče pa pri obeh čakamo kakšno ultimativno različico s kakšnimi 450 konji, da bo potem avto komaj še obvladljiv. Ja, to rabim, strahu spoštovanje, da ga bom potem še po noči sanjal, ker tega ne. Še.